Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. Naš tokratni gost je dr. Damir Črnčec. Dobrodošli v našem studiu. Lepo pozdravljeni. Ste pogosto v teh naših zasavskih koncih? Mimogrede, kjer tega priimka ne zasledimo. Če sem iskren, zelo, zelo poredko. Ta priimek je pogostejši na Štajerskem, na območju Slovenskih goric, odkoder izviram, in naši predniki so mi dali tudi, da tako rečem, to neko štajersko noto, ki kljub temu, da sem že mnogo let živim v Ljubljani, ohrano in jo bom tudi za prihodnje zanesljivo. No, dr. Damir Črnčec, vi ste znani po tem, da ste bili direktor 2 slovenskih obveščevalnih varnostnih službah, tako tisti, ki je vezana na vojsko, kot oni civilni. Je to bistvena razlika opravljati delo v eni, delo v drugi službi? Vsebinskega vidika se službi mogoče razlikujeta zgolj v tem smislu, katera počne kaj. Torej ta, kot ste rekli, vojaška, obrambna, jo imenujemo, je bolj osredotočena na delovanje v podporo vojske doma in v tujini, predvsem v tujini, medtem ko seveda ta civilna, kot ji rečemo, pokriva potem vsa ostala področja. Sam način izvajanja nalog, usposabljanje, vpetost v mednarodno okolje, sodelovanje in tako je pa seveda zelo, zelo podobno. Sem pa pred vodenjem prve službe nekako bil zaposlen že v vojaški obveščevalni službi na različnih nalogah in dolžnostih, tako da je to bila neka kontinuiteta, zdaj pa to samo še, bi rekel, en tak prijeten spomin na te čase. No, zdaj lahko beremo, pa tudi ogromno teh dokumentarcev je, da nas veliki brat gleda na vseh koncih. Sej, konec koncev, skoraj da že ni tovarne, skoraj da že ni kakšne trgovine, kjer ne bi bile nameščene kamere, pa verjetno tudi kakšne druge stvari. Smo sploh še dan danes varni, kar se tega tiče? Zasebnost, in to je največji paradoks tega modernega časa, smo mi enostavno predali. Pa morda niti ne toliko skozi kamere, seveda tudi skozi kamere, kot skozi to, kar imamo v žepu. Mobilni telefon, sodoben, ves čas, vsak trenutek javlja lokacijo, kjer se nahaja. Vsaka naša objava preko tako imenovanega pametnega telefona na Facebooku, Twitteru ali drugih spletnih omrežjih seveda natančno pove, o čem razmišljamo, kaj delamo, kaj počnemo. In recimo zadnje spoznanje, ki je tako iz teh spletnih omrežij, da je Facebook nekako razvil algoritem, ki na podlagi 100 naših klikov, torej ali ogledov na strani Facebooka, izdela psihološki profil uporabnika tega Facebooka, in to velja tudi za določene druge spletne strani. In tudi samo tisto ponuja potem. In potem ti seveda to, kot se lahko morda opazili, ti več ponuja teh zadetkov, ali pa če iščete nek dopustniški hotel na neki strani, potem se vam lahko dogaja, da pogosto boste videli na svoji strani oglase iz tega kraja še mesece vnaprej. Tako da, ja, živimo v enem svetu, kjer smo dejansko sami predali to zasebnost velikemu bratu. Seveda, jaz upam, da je teh velikih bratov več, kajti to je potem nekako neka največja garancija, da smo varni. In seveda druga stvar je pa tisto, kar je pa vseeno nam ostalo. Torej, nas nišče ne sili, da uporabljamo to tehnologijo. Torej, to je prepuščeno nam. Da imamo tak telefon, da uporabljamo vse te spletne strani, portale in tako dalje, in s tem se odrekamo tej zasebnosti, kajti če tega ne počnemo, do tega enostavno ne pride. Je pa zelo težko. Pa imamo plačilne kartice, pa imamo razne kartice v trgovinah, pa se vidi vse, pa elektronske napotnice, vse je elektronizirano že. Vse gre v to smer dejansko popolnega nadzora človeštva. Velevo leto 84, zanesljivo. Sam tam je imel vse eden v rokah, Vse eden v rokah. Tukaj pa seveda, če prihajamo iz področja teorij zarot, je to cilj neke globalne vlade, ki bi to vse prevzela. Jaz seveda mislim, da tako ne bo. Se pa sprašujem, kam vsa ta tehnologija pelje. Ocene so že, da v roku
5 do 10 let bomo lahko imeli že mobilni telefon v roki, torej čip si bomo implantirali in da bo prenos podatkov bil telepatski. Ta tehnologija je tukaj pred nami. Če gre se danes v en avtosalon ali pa na avtosejem, kot je bil zdaj nedavn, pogledate, kaj vse moderni avtomobili ponujejo. Torej vse informacije, ki se okrog avta in v avto se nekako pošiljajo v neke centre, se vračajo nazaj. Torej ta ena doba informacijska, digitalna, kot jo je Gates imenoval desetletje na začetku leta 2000, sedaj jaz sem to nekako rekel, da zdaj živimo v digitalnem stoletju. Enostavno, to je del nas. Zdaj, kaj je na ljudeh, ki se s tem ukvarjajo? Seveda, jaz mislim, da je o tem se treba pogovarjati, da državni aparat mora spostavljati neke sisteme za zavarovanje te zasebnosti. Seveda je pa zelo težko, ker tehnologija, vse veste, kot običajno, je pred normativo ali pa nekimi predpisi in tudi državni aparat je dostikrat zelo okorn, počasen, zanesljivo dosti bolj kot pa recimo tehnološka podjetja, ki razvijajo te stvari. Vas je strah tega hitrega razvoja, ker se mi zdi, tudi ko sem vidva odraščala, da ni šlo tako hitro. Seveda ne, jaz se spomnim, ko sem bil mulc in sem dobil prvi videorekorder beta sistemov, kjer so gumbi leteli po zraku, ali pa prva barvna televizija v osnovni šoli, daljinski upravljalci bil še kasneje, so to bili viški tehnologije takrat. In danes razložiti nekomu, našemu otroku, ki ima mobilni telefon z barvnim zaslonom na dotika, kaj je bilo pred 20 leti, seveda je zelo težko in nepredstavljivo, ampak te spremembe so strašne. Ja. Torej, uporabnikov interneta pred 20 leti je bilo morda 100 milijonov. Danes je 3,5 milijarde. Torej, vsak drugi zemljan uporablja internet. V zahodnih družbah je pa ta odstotek nad 80% tudi v Sloveniji. Torej, internet je postal del našega življenja in naše prihodnosti. In jaz ne bi govoril o strahu, seveda, bolj bi govoril o tem, da moramo razumeti, kaj vse se dogaja, kaj vse to ponuja in nekako znati to ustrezno potem uporabljati, zato da imamo potem še nek občutek zasebnosti. No, spomni se ene knjige pokojnega novinarja Danila Slivnika, Potnikovo poročilo, kjer je bil z nekom na sestanku, pa sta položila mobitel na mizo in je rekel, izklopila in je rekel, je premalo to, še baterije je treba ven vzeti. Zdaj tudi to ne pomaga, po mojem, ne? Ja, seveda, torej oddajniki raznorazni, so seveda lahko skriti kjerkoli, kar se pa mobitelo tiče, pa tako seveda je, videli smo tudi zadnja razkritja strani CIA, torej o CIA-nih sposobnostih za informacijske vdore, torej tehnologija omogoča sodobnim službam, pa tudi malo boljšim hekerjem, da nam aktivirajo naš mobitel nadaljavo, torej tudi kamero, tudi zvok in snema se, karkoli se dogaja v našem prostoru. Seveda moramo biti pa zato zanimivi. Moramo biti zanimivi. In nismo vsi. Nismo vsi. Seveda pa na drugi strani tisto, kar so se prej pogovarjala, torej vsako naše iskanje na Google, recimo, se na Googlovih strežnikih oziroma arhivih strani za 50 let naprej in nazaj. In potegnejo kadarkoli želijo. Kadarkoli želijo in to je ta beta baze, ker dejansko vsak naš elektronski kontakt, ki ga pustimo za seboj, elektronsko sled, v kakršnikoli obliki nekdo shranjuje, če je to interes. Nekdo pa to shranjuje iz čist preprostih razlogov marketinške narave, ko zbirajo vse te metapodatke in potem na podlagi tega nekako profilirajo, kaj ljudje si želijo in tako dalje in uporabljajo to tudi, bi rekel, za marketinške namene, anonimizirano, torej brez izpostavljanja posameznikov. Hkrati se moramo pa zavedati, da pa če posameznik postane zanimiv, se da to vse za nazaj pogledati. Če postane predsednik države, recimo, mu lahko za 20 let nazaj kaj potegnejo in ga držijo in potem se mi čudimo, zakaj je drugačna odločitev. Čisto v nasprotju od tistega, kar je prej govoril. Videli ste, kako je ta zadeva preskočila v politično sfero, recimo v ZDA, kjer je glavna debata še vedno v Ameriki, zdaj post Trumpovi vladi oziroma predsedniškem mandatu, razprava o tem, kdo je shekal koga, kaj je bilo potem od tega objavljeno, torej kdo je vdrl kakšne informacijske sisteme, kako se je to potem dajalo na internet, uporabljalo, zlorabljalo in tako dalje in zakaj zoper ene je, druge ni, ker so bili verjetno vdori v sisteme od vseha, pa objavljalo se je potem selektivno in to so potem te manipulacije. Torej, seveda to je postalo to, da tako rečemo, informacijsko vojskovanje, tudi del
političnega spopada. Kar me je pa tukaj presenetilo, je pa to, da nihče se ni pa spomnil nazaj, ko so Sarah Palin, ki je bila podpredsedniška kandidata Johna McCaina v drugem mandatu Obame, vdrli v elektronsko pošto, objavljali njena sporočila takrat po internetu, tudi osebno korespondenco z njeno hčerko, takrat odraščajočo. To nikogar recimo iz demokratskega tabora v ZDA ni zmotilo, da bi se spomnil toliko za nazaj. Ne? In verjetno niso v tistem času, kot vemo, Pelinova je bila iz republikanske stranke, to republikanci sami naredili. Ne? Ja, zanimivo. No, ko ste še omenili telefoniranje pa mobitel, naši vrhovi, ne, tisti, ki bi jim morali najbolj zaupati, so tudi precej nerodni, ne, ko se dogovarjajo. Se veste, ciljam na arbitražni sporazum, ki poteka razprava o tem sporazumu. In to, kar se je našim zgodilo, mislim, da dr. Sekolac, to ni nekaj, kar bi lahko pohvalno izrekli. Ali pa to, ko se je naš predsednik vlade pogovarjal z hrvaškim premijerom. Jaz mislim, da predvsem ta arbitražna zgodba je zelo nesrečna zgodba. Slovenija je vložila ogromno napora v to, da je peljala proces pred arbitražnim sodiščem z argumenti, z dokazi in tako dalje. In potem je ta nesrečna epizoda tega prisluškovanja in objave teh prisluhov, ki je seveda to, bom rekel, akcijo izpeljala po mojem globokem prepričanju Hrvaška obveščevalna služba, vedno več je tudi nekako dokazov, indicov, ki to potrjujejo, je seveda to zgodba, ki se ne bi smela enostavno dogoditi. Ne? In tudi jaz vsebinsko neke stvari poznam za nazaj, ne? In se mi je zdelo popolnoma nerazumljivo, zakaj sta sploh komunicirala. Ker te potrebe ni bilo. Jaz sem prepričan trdno, da te potrebe ni bilo, da bi se ona vas sploh pogovarjala. In tukaj je treba mogoče tudi iskati odgovor, zakaj je sploh prišlo do pogovora in kdo je to, bom tako rekel, pridobil in razkril. Zdaj ta razkril del vemo, kdo je imel tudi motiv, tudi jasno vemo, da je bil to pri naših seveda sosedih. Čakam pa še vedno in jaz mislim, da vsi moramo zahtevati to, da se razkrije, na kakšen način je od tega prišlo. Ker enostavno to se ne bi smelo zgoditi in zato ni dobenega izgovora. Nenazadnje gre za slovensko zemljo, ne? Ja, seveda, ne, sej tukaj je logično in razumljivo, da so tudi bile obveščevalne službe del teh postopkov in procesov in tako dalje. In odgovorni ljudje, ki pa so bili v teh funkcijah, takrat v teh vlogah, so bili jasno podučeni, kaj lahko počnejo in česa ne. Tudi kako se telefonira, ne? Seveda, ne. Mi navadni zemljani ne vemo. Najbolj običajna zadeva, ne. Jaz zdaj, ko sem pač, bom rekel, državljan, nisem v teh službah, o katerih sva prej govorila, se s tem sploh ne obremenjujem, tako da komuniciram zelo odprto in brez težav. Z navadnim telefonom, ne? Seveda. Nezaščitenim. Seveda. Tako, ja. No, ko sva še pri tem, mogoče razplet vsega tega, kaj bo po vašem odločilo arbitražno sodišče, pa tudi če nam uprit, ne vem, koliko bodo Hrvati to spoštovali, ampak vseeno je to boljše, kot pa če ne nam uprit. Veste, kako pravi naš pregovor, če bi bil vedež, ne bi bil revež. Ne? V tem primeru jaz ne bi upal to špekulirati, kakšen bo rezultat končen. Želimo si seveda rešitve, ki bo ugodna za Slovenijo oziroma najboljša za Slovenijo. V tem konkretnem primeru. Je pa tukaj spet, ne, ko pogledamo nazaj, smo naredili en kup napak v preteklosti, tudi z temi, recimo, če govorimo o Piranskem zalivu, je bilo popolnoma nepotrebno postavljanje tistih mejnih prehodov na sredini. Takrat mirne duše bi lahko postavili na drugi strani na hribčku. Imeli smo vso to možnost. Pa se potem pogajali. In žal takratni minister tega ni speljal in pač posledice so takšne, kot so. Zdaj čakamo na najboljši rezultat. Kar se pa Hrvaške tiče in tega bežanja od odgovornosti oziroma izstopa iz sporazuma, ki je bil podpisan in je bil nekako tudi strani Slovenije morda celo zelo naivno dan kot neka garancija, da smo mi, dajmo tako reči, dvignili embargo na vključitev Hrvaške v Evropsko unijo in potrjen na ravni Evropske komisije. Je seveda, ne bom rekel, da je zelo neresno, je pač taka, jaz sem jo imenoval
balkanska bizantinska politika. Ne. Torej, se strinjaš, podpišeš sporazum, poveš, da se boš držal dogovora in potem v prvi priliki pobegneš ven iz tega in ta priložnost ni bila taka, ki se je sama ponudila, ampak si jo ti sproduciral. Torej, oni so sproducirali priložnost, iz katere ki so jo potem uporabili kot izgovor za pobeg iz vsega tega. In tukaj smo Slovenci pač morda bili spet malo naivni, tako kot smo dostikrat radi. Naša zgodovina nas tepe marsikdaj v kakšnem primeru ravno zaradi tega, da morda preveč verjamemo na besedo in zaupamo in na koncu potem razočarani ugotavljamo, da stvari niso takšne, kot smo mislili, da bodo. No, mi da bova govorila o tej vaši knjigi Kresovi, še prej pa mogoče o tej knjigi Upanje, pravica, svoboda. Vi ste bili predsednik odbora 2014, to je bilo takrat, ko je bila zadeva Patria na višku, ko je šel prvak opozicije Janez Janša v zapor, oziroma že prej je bil organiziran odbor. In vi ste nekaj tudi o tem, v tej knjigi Kresovi zapisali in med drugim ste nekako ocenili, da je bilo v Sloveniji storjena, pa tudi v Jugoslaviji, zdaj pa govorimo za Slovenijo, huda napaka, da je bil odstranjen iz pravosodja, iz teh sodne veje oblasti gospod Pitamic. Ne? In potem se je vse skupaj lepo nadaljevalo. Mogoče spet do novega političnega procesa. Me veseli, da ste izpostavili profesorja Pitamica. Jaz ga sem o več priložnostih uporabil kot neko referenco. Profesor Pitamic je bil najbolj spoštovan pravnik v slovenski zgodovini, si upam trditi. Bil je cenjen na mednarodnem prizorišču v ZDA, po Evropi, po svetu. Bil je medvojni profesor, torej med obema vojnama na Ljubljanski univerzi, pravni fakulteti, ki je bil seveda po letu 1945 potem umaknjen iz javnega življenja. Napisal eno knjigo o državi, ki je tako zelo, bom rekel, v fundamentih postavila neke osnovna izhodišča in delovanje države. In on je tisti simbol prava in pravosodje, kot je bilo do revolucije do leta 1945. Kajti po letu 1945 seveda Slovenija dobiva revolucionarni pravni sistem, ki, kot veste, prvo vrhovno sodišče so bili imenovani ljudje, ki niso imeli nikakršne pravne izobrazbe in je bilo to seveda del, bi rekel, tega procesa genocida nad slovenskim narodom, ki se je začel med drugo svetovno vojno in so ga komunisti zaključili v letih 1945 in 1946. In zato so potrebovali to racionalno pravo in potrebovali so izločitev pravih pravnikov iz tega sistema. Zdaj, Bavcon, znan profesor iz Ljubljane, je nadaljevanje kontinuiteta tega revolucionarnega prava in on je čisti antipod gospodu profesorju Pitamicu. To se je pokazalo tudi pri tem procesu Patria. Pri Patriji se je to pokazalo, seveda, in tudi ta, bi rekel, tožilska sodna sprega, ki je znotraj slovenskega pravosodja še vedno del tega. Seveda, da smo tukaj treba biti pošteni, nič celotno slovensko pravosodje in ta veja, da tako rečemo, od tožilstva do sodišča vrhovnega, ustavnega, enaka. Ne? So pa posamezniki in ta ostanki prejšnjega totalitarnega režima uspevajo skozi določene posameznike peljati cel postopek, bom rekel, tudi do vrhovnih inštanc. Ja, in tudi do vodstvenih funkcij. V ozadju je pa tu Bavconova, da tako rečemo, revolucionarna šola, kajti on ima še vedno pisarno kljub globokim svojim letom na pravni fakulteti in kazenski oddelek na tej fakulteti, kazenska katedra, je v bistvu zelo bavconizirana, dajmo tako reči, ne? In seveda je antipod tudi sodobnemu demokratičnemu pravu, kot bi ga morali imeti danes v Sloveniji. In Slovenija ni naredila tega preloma leta 1991, ko je zamenjala, torej spremenila je ustavo. Kot veste, marsikateri jugoslovanski predpis je še veljal dolgo naprej. Seveda ni pa naredila diskontinuitete z ljudmi, ki so bili šolani v totalitarni pravni šoli. Ti dediči so ostali še vedno tam. In to je eno drugo pravo, kot je tisto pravo, kot je veljalo do leta 1945 pravo v demokratični državi. Kakorkoli že si mislimo lahko o tisti tedajni državi, je vseeno bila dosti bolj demokratična predvojna Jugoslavija kot tista, ki je bila po drugi svetovni vojni. Z pravnega vidika pa zanesljivo. In te pravne šole in doktrine, ker vpetost v ta zahodni prostor je bila jasna,
po letu 1945 je pa to upetost v nek vzhodni revolucionarni pravni sistem, ki nima nikakršne zveze. In seveda, ker te diskontinuitete, tega preloma ni bilo. Ne? Ali pa tudi lustracije na nek način. Ne? Torej, lustracije v pravosodju, dajmo to tako imenovati, so posledice jasne. In ta proces Patria je bil pač takšen, torej zapreti vodjo opozicije 3 tedne pred volitvami brez kančka dokaza, je v bistvu državni udar. In to je bil pravosodni državni udar, ki je bil takrat izveden. Zdaj čudi me pa seveda to, da potem je vodja opozicije, ko je prišel iz zapora, ni mogel toliko moči, da bi se zopr to zares zoprstavil, torej z nekim aktivnim demokratičnim oponiranjem te nelegitimne oblasti, ki jo imamo od takrat dalje. Ne. Zdaj gledamo ravno nasprotno. Ne. Sodelovanje, bom rekel, največje opozicijske in vladajoče stranke je na mizi, je več kot očitno in seveda to ni pot potem, kako se spremeni nek sistem. No, vi ste v prvem delu vodili ta odbor, potem ste ga nekako predali v roke Alešu Primcu. Pa ko sva že tu, on je zdaj ustanovil stranko. Kako gledate? Vem, da ste tudi pisali eno kolumno, da potrebujemo Demos 2, da postori tisto, kar Demos 1 ni. S tem, da bi se nekateri vidni politiki takratnega Demosa morali nekako postaviti v zadaj in bi bili strici v ozadju Demosa 2, ne? Če sem prav razumel, da bi bili malce bolj v ozadju, mogoče kot svetovalci. Ja, jaz sem v predgovoru te knjige nekako se zahvalil 2 kolegicama, sodelavkama takrat iz odbora, seveda tudi vsem vztrajnikom, vsem, ki so sodelovali v tem širšem, bi rekel, delovanju odbora, ki je zame eno veliko delo opravil v tistem predvsem letu 2014. In Alešu kot 4., torej nekako 4 smo bili tisti, ki smo bili, bom rekel, glavni motor tega odbora v tistem času. In potem, ko sem se jaz umaknil, ker sem ocenil, da pač je moje delo ni več potrebno v tem odboru, je Aleš z elanom nadaljeval in kot ste rekli, on je tudi prekaljen borec za druge, bi rekel, civilno-družbene pobude in je sedaj seveda to idejo potrebe reforme pravosodja, ki je še vedno tukaj, da smo si jasni. Ne? Torej, nič se ni spremenilo. Stanje, ki sem ga prej povedal, je takšno, kot je bilo v letu 2014. Ne? Mi imamo še vedno v pravosodju tožilce in sodnike, ki so evidentno kršili človekove pravice in oni so zame kriminalci v togah. Ne? In to je treba jasno povedati. In tukaj seveda ni manevra. Torej, če ti zavestno procesiraš nekoga in veš, da ni kriv, je to pač montirani proces, kot smo jih imeli, spomnite se, od Nagodeta naprej, po drugi svetovni vojni, ogromno dahovski procesi in tako dalje, ki so prizadejali na tisočine oziroma desettisočine slovenskih družin nedolžno preganjanih. Ne. Tako da Aleš je seveda on ostaja moj dober kolega, iz Jarko sem jaz to poimenoval, torej bila sva takrat v tistih Jarkih v letu 2014. V mirnih protestih, ne, tako kot je dejal Dragan Petrovec, ne, ki je označil vse te protestnike, vztrajnike za drhalne. Torej, in ta gospod je profesor na pravni fakulteti, o kateri sva prej govorila. In on je razglasil in poimenoval v intervjuju na MMC, torej na javni televiziji, nas je vse skupaj poimenoval drhal. In ko smo zahtevali popravka ni bilo, kakor tudi ne možnost nam, predstavnikom odbora, da bi se na javni televiziji na istem mestu imeli nek svoj intervju, kjer bi predstavili svoje videnje teh stvari. To je pa seveda še drug mastodont iz totalitarnih časov, javna televizija, ki je katastrofalna. Ne? Ampak da ne bomo širili, Aleš je nekako moj torej kolega iz Jarko, jaz se za marsikatero njegovo idejo strinjam, za marsikakšno pa tudi ne. Zato pa imamo demokracijo. Ne? Zato imamo demokracijo in jaz sem vesel, da je on se odločil, da bo zdaj to 20 svoje plus letno delo nekako v teh civilno-družbenih pobudah zapeljal v to višjo obliko delovanja v demokraciji in to je politično delovanje skozi tudi stranko, ki jo je ustanovil skupaj s kolegi, svojimi somišljeniki. In jaz mislim, da to je dobra popestritev tudi za slovenski politični prostor. Je to zametek Demosa 2 plus ostale stranke, brez mogoče nekoga, ki bi štrlel na vrhu? Ja, jaz sem to idejo nekako Demosa 2.0
mislim, da prvič omenjal tam v letu 13-14 ali tu nekje v enem zapisu, kjer sem razmišljal o tem, da enostavno na ta način, kot stvari delujejo, sedaj ne bo šlo. Ne? Eno samo kreganje, prepiri, vračanje v zgodovino, kdo je komu kaj naredil. In problem je bil pa seveda v tem, in ta problem ni izginil, in tudi verjetno z Demosom 2.0 ne bo izginil, ker je tisti stavek, ker sem nekako omenil, da bi bilo mogoče čas, da se tudi ti aktivni 20-30-letni politiki, ki so že od ZSMC-ovskih časov iz 80-ih na prvem mestu umahnili korak nazaj, prepustili znotraj, si postavili neko mlajšo ekipo, ki bi bila mogoče sposobnejša, operativnejša, znala ljudi nagovoriti z nekimi novimi idejami in mislimi, zmogli ta korak in postavili neko platformo, da tako rečem, kjer bi oni od zadaj svetovali. Ta mladi bi bili tisti, seveda se veste kako, ki bi šli na prvo bojno črto, da tako rečemo politično, in se šli politični boj. So nekateri videli tu mogoče, Damir Črnčec se vidi kot enega izmed voditeljev? Ja, seveda, ne? In to je bilo potem takoj nekih, en kup neke slabe volje in nekih, bi temu rekel, nepotrebnih z moje strani, tako sem jaz to razumel, črnih misli, ker sem jaz jasno povedal, da jaz sebe vidim v tej zgodbi kot nekoga, ki je to idejo dal, ki bo z veseljem kot iz tega civilno-družbenega okolja poskušal dajati neke ideje, misli, zapise, pomagal tem političnim akterjem, da morda boljše delujejo. In tako sem videl to svojo vlogo, tako kot je bil dejansko tudi Demos. Torej koalicija enakopravnih posameznikov in en kup civilno-družbenih posameznikov in nekih društev, torej širša družbena platforma, ker imamo nek skupni cilj. 1, 2, 3, vse ne več. Potem pa pustimo, da vsak želi kot zagovarja svojo politiko, tako kot sem dejal, z nekimi idejami, ali še se strinjamo, torej zelo konkretno recimo o potrebi po reformi pravosodja, zelo konkretno o tem, o islamizaciji in arabizaciji in recimo o tem, da bi bilo dobro, da se recimo obudi ponovno neka oblika prostovoljnega služenja vojaškega roka, da se mlade fante in tudi dekleta v Sloveniji ponovno poduči, kako je varnost pomembna, da se jim da možnost, da se vključijo v neko aktivno obliko vojaških aktivnosti skozi neke tabore in tako dalje. In tukaj delima te zgodbe, medtem ko tisti drug del njegov nekako pa pripuščam njemu. Ne? In to je bistvo take, bi rekel, široke zgodbe. No, sej nekaj podobnega sem po tistem padcu prve Janševe vlade zapisal tudi sam v parih kolumnah, da je verjetno čas za novi Demos. Ampak seveda, takrat pa nisem govoril o stricih v ozadju, da se nekateri umaknejo. Predvsem pa, da naj sodelujejo. Ne? In to mi je še zdaj želja. Greva na drugo temo, na tisto temo, o kateri ste praktično največ pisali v tej knjigi s pomenljivim naslovom Kresovi. Nekoč, ko so bili turški vpadi na naše področje, so se ljudje, seveda niso se prek mobitelov, ker jih ni bilo, so se prek kresov, prižiganja kresov obveščali, da prihaja. Pa bo mogoče za istočnico prebral, ker ste tudi v knjigi zapisali, kaj je turški predsednik Erdogan, ko še ni bil predsednik, leta 1957 napisal v eni svojih pesmi: Mošeja so naše vojašnice, kupole naše čelade, minareti naši bajoneti in verniki naša vojska. Erdogan je to citiral leta 1987 na enem shodu političnem. To je en zapis enega turškega pesnika in od takrat dalje nekako se popravljam, je on na jasni poti islamiziranja, radikaliziranja turške družbe. To je njegov politični program. Jaz nekako to problematiko, da tako rečemo, islama, širjenja islama skozi te nove oblike, mehkejše variante, spremljam že svojih 15 let, bom tako rekel. In kar me je seveda v preteklosti strašno šokiralo je, da je seveda politična elita zahodna, in to sem spoznal tudi skozi delo v obveščevalnih službah, politične elite enostavno niso želeli slišati o islamskem ekstremizmu, radikalizmu in o tem problemu v Evropi. To je bilo politično nekorektno in o tem se ni smelo govoriti. Mogoče smo govorili o Osama bin Laden, Afganistan, ampak to je bilo daleč. Daleč, neutralno in tako dalje. Hkrati pa seveda
vse to, kar se danes dogaja po Evropi in kar se dogaja v zadnjih 2, 3, 4 letih, ima zgodovino. Ne? Se pogledamo, kdo so ti ljudje, ki to počno. Torej, oni se niso zradikalizirali v enem dnevu pa čez noč. To je proces, ki se je dogajal desetletje, da ima tako celo reč. Ne? In zdaj, kaj je tukaj nekako to vnemopijoče, da tako rečeva. Torej, v Maroku, v Alžiriji že desetletja imame pridigajo v mošejah, kako bodo z demografijo pokorili Evropo. To, kar jim ni uspelo z turškimi vpadi, tistimi ta pravimi, bodo naredili z demografijo, z priseljevanjem in tako dalje. Erdogan je pa tukaj seveda znotraj Turčije zastavil ta politični projekt, koncept, kako bo to državo, sekularizirano Turčijo, ki je nastala po prvi svetovni vojni kot rezultat razpada Otomanskega cesarstva, torej prva vojna je obdobje razpada velikih cesarstev, ne, ruskega, nemškega, avstro-ogrskega in ne nazadnje potem tudi seveda otomanskega. In del te zgodbe, torej sultan je bil hkrati kalif, torej verski poglavar in sultan kot politični vodja države. Sekularizirana Turčija pod Ataturkom seveda je to ločila. On je bil predsednik, vera je pa postala nekaj takega, kot je pri nas. Torej, ločena od države je to neka aktivnost, kjer greš v Sloveniji v nedeljo k maši, v Turčiji je pa to, ker je islam v petkih ta glavna pridiga v mošeji. In seveda Erdogan je z svojim pohodom na oblast, kjer se je jasno naslonil na to islamsko strukturo, versko v Turčiji, začel sistematično spreminjati. In to, kar zdaj spremljamo in to, kar se bo dogodilo kmalu, če bo seveda zmagal na tem referendumu, ker si bo privzel vse, bom tako rekel, funkcije ustavne nase, kot predsednik bo dejansko postal sultanih kalih hkrati. To, kar je njegova ambicija. Tako malo bolj prikrito, ampak dejansko. In tudi delitev oblasti je vedel vse nas, kajti on bo imenoval predsednike sodišč in tako dalje. Skratka, on je vse to moč, bom rekel... In skoraj da ni dvomiti, ne, da zelo verjetno bo ta referendum uspel, saj je zaprl 150,000 nasprotnikov. Lani julija je... Še po svetu bodo lahko glasovali. Po svetu bodo lahko glasovali. Lani julija je seveda naredil puč, za katerega sem jaz tako ocenil, da je bil nekako fingiran, da ima tako reči eno grdo besedo, oziroma narejen se strani njegove civilne službe, torej insceniran puč, ki ga izkoristil kot podlago za čistke. In danes več resnega obveščevalnega strokovnjaka, analitika, ki bi temu ne priterjeval, ni. Ne? Tako da to je zdaj nekako že dejstvo, da je to tako. Torej bil je izmišljen puč, ki ga je uporabil za čistke in tudi v zaporih je ogromno ljudi umrlo, bili so pretepeni. In kaj je tukaj seveda fascinantno? Evropska unija je tiho. Mi samo močimo in smo očimo ob teh procesih v kandidatki za članico Evropske unije. Je pa verjetno so mu pa prav Erdoganu prišle besede Angele Merkel, ki je dejala, pridite k nam, ne? Torej, to vabilo Angele Merkel v letu 2015 je seveda bila velika tragedija za Evropsko unijo. To je začetek konca Evropske unije, kot je poznamo, zanesljivo. Vidimo, kaj se dogaja. Neposredno s tem je povezano tudi odhod Velike Britanije iz Evropske unije, kajti v kampanji, ki je bila zelo na meji v Veliki Britaniji, spomnite se tega, so potem uporabljali posnetke iz naše meje, kako so marširale množice mladih moški čez mejo in to se je prodajalo kot begunce. In seveda ljudje tega niso več kupili, ker so vedeli, kaj to je. To je bila invazijska vojska. To je bila ta nova oblika teh turških vpadov in to je prevagalo in Britanija danes je na poti iz Evropske unije. Britanija, ki ima cirka 64-65 milijonov prebivalcev, v Evropski uniji, ki ima dobrih 500 milijonov, predstavlja 13% Evropske unije odhaja. In to je slabo sporočilo. Seveda najstarejša demokracija je bila vedno malo unikatna znotraj Evropske unije, tudi vse to vemo. Se pa tudi obdržala funt in tako naprej. Tako dalje. Ne? Torej, Britanija je skozi bila malo tako posebna, oni so to obračevali s to svojo zgodovino, tradicijo, s tem, da so otok. Vse to je razumljivo, ampak vendarle jaz mislim, da to je zelo slabo sporočilo za Evropsko unijo. To je razumljivo, manj pa je razumljivo to, kar je dejala nemška kanclerka. Ne? Tudi zaradi tega, ker je tudi sama ugotovila, da je multikulturnost mrtev papir. Ne?
No, to je tisto, kar me nekako še vedno bi rekel, muči. Ne? Torej, pred 4 leti pred tem vabilom je Angela Merkel uradno rekla, multikulturizem je mrtev in ne deluje v Nemčiji, ne deluje v Belgiji, na Nizozemskem, skozi ta geta, ki so se razvila, ker je dejansko oblast izgubila popoln nadzor nad temi islamskimi geti in ona je to tudi javno povedala. Sicer so jo takrat zelo kritizirali, torej levičarski in podobni mediji, tudi v Nemčiji in po svetu, in potem to vabilo, pridite, vsi ste dobrodošli k nam, in s tem, ko je to naredila, je tudi suspendirala veljavno pravo Evropske unije, torej nadzor meja, Dublinska uredba. Zunanjih meja, predvsem šengenskih. Seveda, ne, zatem, ker je rekla, da lahko vsi pridejo in da ne rabijo iskati azila v prvi državi varni, v katero pridejo, ampak da ne pridejo vsi v Nemčijo. In bo v Nemčiji dobili status azila in Nemčija je pa hkrati s tem, in to je bila seveda najbolj umazana igra Nemčije, kar sem jo videl tako na javno, skupaj z Junckerjem, seveda, ki je nemški pajac, kot sem ga že imenoval, hkrati je pa peljala postopek vsiljevanja migrantskih kvot. Torej Nemčija se je odločila, vse bomo prepeljali v Nemčijo, potem bomo pa mi presejali, kdo je, kot so se šalili, sveste, arhitekt, zdravnik in tako dalje, kdo je uspešno kvalificiran, usposobljen in kdo je vredo za nemško gospodarsko, da ostane v Nemčiji. Za tiste, ki jih pa mi ne želimo v Nemčiji, bomo pa preko migrantskih kvot vsilili po celi Evropi. In mimogrede tudi vsi naši slovenski poslanci v Evropskem parlamentu so glasovali za to. In jaz sem imenoval to seveda slovensko vsegliharstvo. Ne? Tudi to je podprl vodja opozicije, kar je mene globoko presenetilo in tudi razočaralo. Ne? In danes v Sloveniji dejansko mi v političnem spektru nimamo jasnega akterja, ki bi povedal, bom proti migrantskim kvotam. Tako kot je tudi jasna politika na vzhodu Evrope danes. To je na Madžarskem, na Poljskem. Višegrajskih držav. Kjer pa mi nismo vključeni. Je to bila napaka, da se takrat nismo vključili? Verjetno je bila napaka, verjetno je bila tudi to takrat jasna računica in premislek in nek občutek več vrednosti, ki je veljal v Sloveniji, da smo mi zdaj bogatejši, pametnejši in tako dalje in da mi gremo proti centru Evrope. Zdaj, jaz ne bi obsojal nikogar za nazaj, se mi ne zdi to tukaj v tem primeru. Ni bilo še teh težav takrat. Tako, ja, jaz mislim, da tukaj ne bi rekel, da je to bilo v tistem trenutku napačna odločitev. Bila je odločitev v tistem trenutku. Danes, pa že nekaj časa seveda nazaj, nekako sem pa prepričan, da je vrnitev Slovenije v to, kjer je vedno bila, v prostor, kjer je vedno bila. Slovenija je bila vedno del srednjeevropskega prostora, razen po letu 18 do 90, ko smo bili usiljeno vključeni v tisto takratno Jugoslavijo, prvo in drugo. Slovenija je bila del srednjeevropskega prostora. Avstro-Ogrska, ne? Tako, in imamo te tradicije, imamo to kulturo, imamo te vrednote in jaz mislim, da seveda smo zdaj v teh 70 letih dobili tudi del, bom rekel, nekih drugih izkušenj, običajev, navad, pa vendarle v osnovi našega naroda so te korenine in jaz mislim, da je edino logično in pravilno, da se vrnemo k svojim koreninam. Dodatno je pa tukaj seveda zelo jasen tudi argument na tej strani, kakšen, o čemer so se pogovarjala. Ta vzhod evropski je uspel ostati ob tej islamski invaziji precej nedotaknjen in tudi jasno povedal, da se ne bo pustil, bom rekel, skozi te lažnive projekte multikulturnosti, ki sem jo jaz poimenoval kot sinonim za uničenje narodov in narodnosti naših, nekako utopiti. In jaz mislim, da je to seveda ta edina prava pot, ki je pred nami, torej pomik v to smer. Mi da snemamo oddajo na Veliki četrtek, gledalci naj jo gledajo na ponedeljek, na praznični velikonočni ponedeljek. Naše korenine so korenine krščanstva in to je tisto, ne? Mi tu smo kristijani, smo Evropejci in vsak, ki pride k nam, se pač mora obnašati tako, kot je naša tradicija tu. Torej, brez burk, brez rut, brez ostalih pokrival, tako kot se mi, ko gremo kam drugam. Vse jaz tako to razumem. Naša hiša, naše pravila. Tako sem to poimenoval. Vsakdo je dobrodošel v hišo, ampak obnašati se mora po naših pravilih. Če mu to ne ustreza, tukaj so vrata, izvoli in nasvidenje. Zelo enostavno. In tukaj ne more biti dobene razprave o tem in pri meni je ni. Torej, kdorkoli prihaja k nam in želi vsiljevati svoje neke navade, tukaj so vrata in nasvidenje.
Mi imamo v družini tudi tradicijo seveda velikonočnega zajtrka, kjer imamo šunko, klobase, hren, jajca in tako dalje. In seveda v Sloveniji se je svinjina in se bo vedno jedla svinjina. To je naša tradicija. Tudi v šolah. In kakršenkoli poskus spreminjanja tega je dejansko napad na to našo tradicijo in napad je na Slovenijo in na Slovence. In mimogrede v šolah so tudi plavalni tečaji, ne? Tudi za tiste, ki so veroizpovedi otroci, recimo islam veroizpovedi, muslimani, ne? Tukaj enostavno doslej ni bilo problemov, ne? Ne sme biti nikakršnih razlik in ne more biti nikakršnih razlik. In Slovenija, kar se tukaj mene tiče, seveda, tukaj sem jaz zelo jasen, kakršenkoli poskus spreminjanja tega je direktni napad na našo ustavo, na naše tradicije, vrednote in če se bo našel kakšen moj otrok v tem položaju, da se ga bo poskušalo usiljevati v to, verjemite mi, da bomo odreagiral zelo burno na osebni ravni. Drugače pa tudi seveda jasno povem, izrazim svoje mnenje skozi pisanja in tudi razgovore kot je tašen. Kam pa to pelje? Pa dajva pogledati. Torej, učimo se od tistih, ki so naredili napake. In zdaj v zadnjem času, žal, je en tak temen primer tega Švedska. No, mogoče tisto, kar je zdajšnji ameriški predsednik imel tiskovno konferenco in je povedal, da se ne bo dogajalo to, kar se dogaja na Švedskem, terorizem, pa tako naprej, pa so se mu smejali. 3 dni kasneje, nihče več, ne? To je bilo nekaj mesecev nazaj, ja, imate prav. Torej, predsednik Trump se je v bistvu predvsem je želel izpostaviti tako imenovana no-go območja, torej getoizirana območja, kamor švedska policija dejansko sploh ne upa, ne zmore več, ker je takoj napade na strani teh nekih tolp islamsko-arabskih in torej država ne kontrolira delo svojega ozemlja. In seveda so razni javne osebnosti se norčevale iz tega, kakor tudi seveda aktualni švedski politiki. Torej, to je en del zgodbe. Zdaj, kaj se je dokazalo v zadnjem času? Torej, prejšnji teden je bil seveda zelo katastrofalen za Švedsko, kajti v začetku tedna je najprej javna televizija, kar je bilo še nekaj let na Švedskem nepredstavljivo, ker tam je bila politična korektnost in zarota malka absolutna. Isto, kar ste prej govorili. Zaradi levičarskih vlad je bilo nemogoče karkoli javno povedati. In če si javno povedal, so te takoj zmasakrirali, da imamo tako reči. Ne? Ta zarota malka se je prebila zaradi neverjetnih obsega teh zločinov, ki se dogajajo danes na Švedskem. Ker policija uradno pove, da ni sposobna vseh kaznivih dejanj sprocesirati. Ker je policist, ki je šel v pokoj, javno povedal, da enostavno na posilstva množična deklet se sploh ne odziva več, ker nimajo kapacitet. Politika pa noče slišati o tem nič. Kaj se je pa prejšnji teden torej dogodilo? Televizija, ki ima eno magazinsko oddajo, je očitno dobila namig, da se v javno šolo iz enega izmed predmestij šolski avtobus, ki je pobiral otroke, tako kot je tudi običaj v Sloveniji, po naših krajih, torej peljal otroke in da, ko se otroke torej pobira na postaji, se jih ločeno vstopa. Torej, vstopajo ločeno dekleta in deklice zadaj, so učiteljico, in dečki spredaj. Torej, spolna segregacija v skladu z islamskimi tradicijami. Ali nekaj takega, kot je bilo znano leta 50 v Ameriki. Ne? Črnci, belci, se spomnimo tega. Ne? In Amerika je šla čez to. Ne? Torej, na Švedskem, v državi, ki je bila znana kot moderna, najboljši socialni programi in tako dalje, da ne govorimo, koliko enih superlativov o tej Švedski smo slišali, se je zdaj praksa takšna, da v javne šole hodijo ločeno v javnem avtobusu, država to financira, dečki in deklice. Seveda je levičarski švedski premijer burno odreagiral, da to je pa nekaj nepredstavljivega, šokiran in tako dalje, zgrožen. In 3 dni zatem se zgodi pa teroristični napad v Štokholmu, kjer migrant nezakoniti, ki mu je bil zavrnjena prošnja za azil, ugrabi kamion, ker je tudi naredil znotraj, je imel tudi doma narejeno eksplozivno napravo, ki na srečo ni eksplodirala. Ga ugrabi ta kamion, pivovarski, in se zapelje po glavni ulici in seveda pomori 4 ljudi, 15 rani. Smola, tragedija za te posameznike. Na drugi strani pa, koliko sem bral odzive tudi kasneje, velika sreča, kajti bilo je ogromno otrok tam, še minutko 2 pred tem in
Sama božja sreča je verjetno, da žrtev ni bilo še mnogo več. In potem se spet pokaže hipokrizija. Spomnite se sirijskega dečka, ki so ga kazali, takrat, ko je bil ta migrantski val, bogi, begunci, vsi svetovni mediji so bili pripravljeni s fotografijo enega utopljenega dečka, za katerega se je kasneje pokazalo, da je bila to zmanipulirana fotografija, da so ga na plaži premeščali, nastavljali, zato da je fotografija najboljše izpadla. Sedaj, ko je bila deklica 11-letna ena Švedinja, ki je šla na poti iz šole domov, prevožena s tem kamionom, razkosana, truplo v kosih je ostalo na cesti, na pločniku. O tem noben medij ni poročal, javni. Kako je deklica, ki je šla iz šole, bila strani islamskega terorista prevožena sredi Štokholma. To ni bila več novica, to nobenega ne zanima. Seveda sem jaz to objavil tako na Facebook, na Twitter, torej fotografijo nje, ko je bila vesela, kakor tudi tisto, kar je bilo posledica terorističnega napada. In enostavno nekaj se moramo sprenevedati, da je vse ok, ker ni. Ko na Švedskem šef sindikata reševalcev, reševalnih vozil pove, da vkolikor njihovih vozil ne bodo opremljeni z neprebojnimi obče, njim dali zaščitno opremo in vsakič, ko gredo v novo območje, imeli seboj spremstvo policije, oni ne gredo več tja na urgentno reševanje, zato ker so vsakič imeli razbito in polomljeno vozilo. Ko gledate posnetke, kot je ta, kako 3 švedske policistke poskušajo aretirati enega nasilnega migranta in se jim iztrga, potem eno še nokatira, pobegne, priskočita še 2 policista na pomoč, jih je 5 in potem vseh 5 pobegne, naredijo okrog tega službenega vozila policijskega in tale vzame kamenje in jim razbije še služben avto, oni pa gledajo. A si predstavljate, kako degenerirana je ta družba. In to se mi zelo jasno povedo in to je očitno zadnja faza te ultralevičarske, a veste, kako je ta transmisija, ne? Komunizem, socializem, socialdemokrati, vse to se zdaj nekako enači, vsi so zdaj isti, ta leva marksistična ideologija. Danes so se pa poimenovali za progresivce, naprednjake, tudi na evropski ravni, oni so zdaj progresivci. Seveda niso nikakršni progresivci, to so nazadnjaki, torej to je popolna razpad sistema, da tako rečemo, ne? In seveda posledice na Švedskem bodo verjetne, da tudi ta oblast se bo zamenjala, ampak težave so. Posnetki, kot je begunka iz Somalije, ki je dejansko bežala pred islamom iz svoje države, prišla na Švedsko in razlaga, kako je zdaj bolj napadena, ko gre v džinsu čez geto, kot je bila kadarkoli doma. In pravi, to ni Švedsko, katero sem jaz prišla in to ni država, kjer sem jaz mislila, da bom živela. Ker seveda je vera nekaj, kar je intima posameznika. Ker to je bistvo zgodbe, ne? To je v Sloveniji tudi tako. Vera je naša družinska tradicija, neka intima posameznika, država se to ne vključuje, seveda vera pa tudi ne želi biti del državnih poslov, ker to imamo jasno napisano v ustavi. Medtem ko pri temu islamu, ki prihaja, je pa ravno to. Tem radikalnim islamu, ne? In tudi, a je ta islam, ki ga zagovarja Erdogan, radikalen ali ne, zares? A je samo islam? Ko je Mogherinijeva, evropska komisarka, flancala o tem, da je prihodnost v Evropi tudi za politični islam, je Erdogan odbrusil nazaj, da ne obstaja politični islam. Obstaja samo islam. Islam pa v osnovi pomeni teokratsko državo. Torej vladarja, sultana in kalifa hkrati. Kar je pa v osnovi popolnoma nezdružljivo z čem? Z demokracijo. Zelo podobno, kar se dogaja na Švedskem, se dogaja tudi v drugih evropskih državah, mogoče za nogometaše najbolj zdaj poznano to, kar se je zgodilo z nogometaši Borussia Dortmund, tako, ja, se opravičujem. Tudi kar se dogaja v Angliji, kar se je dogajalo v Franciji, kar se je dogajalo v Belgiji, pa verjetno še kje drugje. Zdaj pridejo te stvari vendarle ven. Nekaj časa se pa to prikrivalo, ne? Spomnimo se kölnskih napadov v Nemčiji, tako, ja. Kjer je policija prvi dan po polnoči, torej na 1. januarja, dala uradno sporočilo, da je bilo vse ok, da je bilo vse v redu. In potem je šele skozi, bi rekel, male lokalne medije in potem spletna omrežja je prišla resnica počasi na dan. Ja, ta zadnji napad, ki je zaznamoval ta teden v bližini Dortmunda,
kjer je bil napaden avtobus z igralci Borussije, ki so se iz hotela nekako premikali proti tekmi, je seveda nekaj, kar me pa tukaj zelo zaskrbelo. In zdaj, ko je že policija povedala, da je tukaj zadaj so islamski ekstremisti, ta napad je pa seveda popolnoma nek nov nivo tako imenovanih improviziranih eksplozivnih naprav, torej naprav, ki se jih postavi ob cesti. Železnimi iglami, ne? Kot vidimo recimo v Iraku, v Afganistanu, in kjer se potem napade vozila in kovoje, torej ob cestnem prometu. In seveda pravi čudež je, da glede na to, da je v diametru 100 metrov torej je letelo vse to železe iz te naprave, ni bilo več žrtev in poškodovanih. V Borussiji oziroma v Dortmundu sem bil tam v 90-ih, ko je Maribor, jaz sem bil še takrat Viola, igral z Borussijo in smo celo v prvem polčasu povedali, ko je dal Clinton Bosgo gol, potem žal smo izgubili 2-1, tako da imam še to posebno tako osebno noto do te Borussije in Dortmunda, teh navijačev se spomnim, ker smo se družili in tukaj je bila napadena duša Nemčije. Veste, nogomet v Nemčiji ali pa v Italiji, v Angliji recimo, je duša tega naroda. In glede na to, da je bila pa napadena tekma UEFA, torej tekma Lige prvakov, četrtfinale, je bila pa seveda tudi napadena Evropa kot takšna. Torej tu je ogromno enih spet simbolnih sporočil, kot so iz teh napadov, z tega vidika napada samega, seveda je pa ta sofisticiranost tega napada tisto, kar nekaj mora zares zelo zaskrbljovati nemške varnostne organe. No, prej sva omenila burke in tu se velikokrat oglasijo tako imenovane levičarke v Sloveniji, tiste ženske, ki se borijo za tudi pravice žensk, pustimo svobodno odločitev, ampak je vedno svobodna odločitev, da so ženske pokrite? Seveda ne, to je v Sloveniji tudi zdaj po naših mestih, ker vidite več teh kar se nekaj let nazaj ni videlo. Teh burk, ki bi jih seveda morali prepovedati, da smo si na jasnem, to je popolnoma potrebno prepovedati. Mislim, da je SDS to vložila v državni zbor, pa je potem to padlo, ne? Ni bilo izglasovano. Jaz sem na tem stališču že dolgo časa, pisal sem večkrat o temo in tukaj drugega prostora sploh ni kot to prepovedati in jasno preprečiti razloge, zakaj se to dogaja. Glavni razlog je pa seveda v financiranju. Tem ženskam se plačuje, da to nosijo, denar pa prihaja iz Katarja, Saudske Arabije in iz teh arabskih držav. Ki financira tudi džamijo v Sloveniji. Slovenija dobiva katarsko džamijo. To ne bo džamija, ki bo slovenska, ampak je katarska, ki bo gojila salafitsko-vahabitsko vejo islama, ki je najbolj skrajna veja islama. In to je seveda slaba zadeva. Nikoli ne bi smeli dovoliti, da bi se lahko iz države, kot je Katar, sploh investiralo v Sloveniji za take projekte. To je verski projekt, ki je seveda zelo jasno politično noto spreminjena demokracije in enostavno tukaj bi morali prepovedati v tej državi te oblike financiranja in jaz mislim, da seveda, ko bomo prepovedali to, in jaz sem pripričan, da bomo tudi to prepovedali v tej državi slej ko prej, kakor tudi to, da se plačuje za nošenje teh raznih oblek, ki seveda v osnovi zatirajo žensko. Saj tukaj ni dobene svobode, bodimo realni in iskreni. To je oblika represije nad žensko. Ukalupljena uniformiranost in zaprto v domač prostor. In to povedo ženske, seveda, ki so pobegnili iz teh burk, iz islama takšnega, kot je, tega radikalnega in o tem imate ogromno zapisov teh deklet in žena, ki to povedo. In seveda to, bom rekel, levičarstvo v Sloveniji, ki je predvsem levičarstvo samo še za denarnice. Torej, prodajamo ideje, v resnici me pa samo še zanima, koliko bom zaslužil s tem. Tako da to levičarstvo slovensko dejansko ni zares levičarstvo vrednot, ampak je levičarstvo denarja. Zato me ne čudijo ta stališča, ki so popolnoma zgrešena in so kontra temu, kar je nekako tisto, kar bi demokracija morala nekako zagovarjati. Kaj napovedujete? Zdaj, slovenske meje se na nek način, zaradi tega, ker smo zadnja meja Schengena, v teh zadnjih dneh kar precej zapirajo. Zdaj, nek sogovornik mi je dejal, če ne bomo mi mej zaprli, jih bojo Avstrijci proti nam. Zdaj, kakšno je vaše stališče tu? Se da to kako drugače postoriti, da ne bi bile te vrste, vsi pa res nismo teroristi, ne? Ja, tukaj se kaže na tem, za to novo uredbo šengensko,
nedavno o polnem izvajanju, da tako rečeva, vseh pregledov sistematičnem, da je Evropska unija ena res šizofrena zadeva. Ne. Ta pihani Juncker, ki vodi to Evropsko unijo, je žal pač ta pajac, ki danes je tako, jutri je tako, ne, in skače iz ene zgodbe v drugo. Ne. Torej, pred 2 leti smo spustili 1,5 milijona nezakonito čez vse meje. Vse države so bile v bistvu glavni šverceri in so izvajali trgovino z ljudmi, kršili na zakonodajo, nacionalno, šengensko in vse ostalo. Danes, leto pa pol kasneje, ko vse te ljudi imamo noter in problemi imamo znotraj sebe, pa zdaj mi nadziramo meje, tudi za tiste, ki gredo ven. Ja, to je predvsem hecno. Šizofrena situacija, žal. Jaz bi razumel za tiste, ki gredo noter, ne? Pa če ni to, ne vem, državljan Evropske unije. Ne? Torej, in imamo problem zunaj in imamo problem znotraj. Znotraj problem, sva rekla, problem Nemčije, Švedske in tako dalje, politično korektnost dati na stran, nasloviti jasno problem in zelo jasno povedati, kaj je dovoljeno in kaj ne. In tako reševati ta problem znotraj Evropske unije. Ta zunanji del, in ta je tudi vezan na te meje, seveda jasno, vse šengenske meje smo že imeli prej in Slovenija je vedno dobro izvajala šengenske meje. Nikoli ni bil dvom o tem, ali Slovenija, odkar smo šli v Schengen, je šibki člen Schengena. Prav nasprotno. Mi smo bili vedno dokazano dobri. In jaz sem prepričan, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. In seveda tukaj je potrebno iskati ta nek kompromis med jasnim izvajanjem Schengena, ki smo ga izvajali vedno v preteklosti, tudi pred leti 15, pa ni bilo dobenih meja. Ne? Torej, kaj se je zdaj spremenilo? Ne? A je zdaj se spremenilo, da hočemo vse, tudi državljane Evropske unije v celovitosti pregledovati. Ne? To je ta sprememba in to je ta šizofrena, bi rekel, tudi Italijane, ki imajo drugačne osebne izkaznice in so potem težave. Seveda, ne. Krati so pa Grki, iz katere države prihaja komisar, ki to regulira, že povedali, da oni tega ne bodo delali na letališčih pol leta. Ki so prav tako šengenske meje. Zdaj jaz čakam potezo Evropske unije in ta bi morala že biti. Ker bo povedala, Grčija mečemo te ven iz Schengena, ker ne izvaja šengenskih pravil. Seveda, kaj je bila tudi ena izmed teh posledic te dobrodošli politike Angele Merkel, da so države ugotovile, da so prepuščene same sebi, tudi iz varnostnega vidika. Zato smo mi morali postavljati žico. Največja katastrofa v zgodovini sodobni je ta, da smo mi morali postaviti bodečo žico na meji med Slovenijo in Hrvaško. Nikoli v zgodovini tam žice ni bilo. Ne? In mi smo članice Evropske unije, Hrvaška je članica Evropske unije. Mi smo članica NATO, Hrvaška je članica NATO. Mi smo pa bodečo žico. A je to normalno? To kaže na ta popoln razpad te evropske politike, ki je izgubila ta orientir, kompas, ne, in zdaj tava iz ene rešitve v drugo. Ne. Seveda je v Sloveniji v nacionalnem interesu, da zavaruje svoje meje. Vedno jih je in jih bo morala za prihodnje tudi. Nobene dileme ni okrog tega. Ne. In zato seveda je prav, da to, kar se zdaj počne, se počne. Hkrati je pa prav, da se zelo jasno opozori, da to je butasto po domače povedano, da se naj najde rešitev taka, ki bo vzdržna in vzdržljiva. In Slovenija bo seveda odigravala to vlogo znotraj Evropske unije. Evropska unija se bo pa morala odločiti, ali je ta pot, po kateri gre, prava ali ne. Seveda ni, po mojem prepričanju, ni prava. In ali gremo že v neko razpadanje Evropske unije, kot smo jo poznali. Seveda me pa najbolj pri teh debatah okrog Evropske unije, ki so se zdaj tudi pokazali na tem vprašanju meje, moti ta debata, da potrebujemo več Evropske unije. Torej še več birokratov v Bruslju in z še večjimi pooblastili. Ne, moje stališče je ravno nasprotno. Potrebujemo manj tega, več zdrave pameti in razuma v Bruslju in seveda Evropsko unijo kot koalicijo, da tako rečemo, ne, ali pa ne federacijo, ampak zvezo nacionalnih suverenih držav. Ne pa neko nadnacionalno inštitucijo, ker bojo bruselski birokrati predpisovali na koncu dneva potem že, kakšne cunje lahko oblečemo za trgovino. In mogoče tudi boljše medije, ker spremljamo recimo vsaj v času, ker je potekala v ZDA predsedniška volilna kampanja in potem tudi, ko je bil izvoljen za predsednika Donald Trump, žena in njegova je Slovenka, ne? In ko spremljamo to pljuvanje po ZDA in na drugi strani nikoli pljuvanje po Rusiji, ne? Nekako Putin je bolj kot ne bog, ne? Pa vemo, kako je tam z volitvami. No,
kakšna so ta razmerja med Putinom pa med Trumpom? Jaz mislim, da je seveda ta globalna politika, geopolitika velesil Amerike oziroma ZDA in seveda Rusije je tista, ki bo zdaj nekako pripeljala, upam, da tudi do konca, ta sirijski konflikt, ki bo verjetno tudi vpliva potem morda na neko zmanjševanje tenzij proti zunanjim mejam Evropske unije, tudi preko teh migrantov in beguncev in ljudi, seveda, ki iščejo boljše življenje. Kar se pa tiče teh slovenskih razumevanj in dojemanja, bom rekel, tako Rusije kot ZDA, Slovenija je ena taka zanimiva država, jaz vedno pravim. Mi smo, ko pogledamo na zemljevid, na zahodu imamo Romane, na vzhodu Madžare, na jugu Južne Slovane in na severu Germane. Torej, mi smo celo našo zgodovino smo v enem takem klinču in na prehodu vseh, ki gredo shoda proti zahodu in severa proti jugu in nazaj. Tako da in smo tle pač Slovenci nekako uspeli preživeti ta stoletja, previhariti te vihare in jaz tudi razumem, da do teh velesil moramo držati, se goji ta nek odnos. Bi rekel, seveda mali smo in treba biti tukaj, bom rekel, precej pragmatičen. Na drugi strani pa seveda zelo jasno smo se opredelili, da smo članica Evropske unije, smo se opredelili, da smo članica Zveze NATO, se držati dogovorjenega, tam, kar je bilo dogovorjenega in biti, bi rekel, prava in polnopravna aktivna članica. In jaz mislim, da tukaj zdaj seveda Slovenija, bi rekel, lovi to ravnotežje relativno dobro. Zdaj lahko bi v kakšnem primeru kako drugače, ampak generalno jaz tukaj ne bi ocenjeval, kot da smo mi zdaj tle, bi rekel, zelo štrleči. Kar se tiče pa Melanie in Berona, ki je tudi Slovenci in govori slovensko, sina, me pa seveda nekako žalosti, ker je skozi to mainstream medijsko sliko Melanie in njen sin sta projecirana tako precej negativno, namesto da bi bili seveda Slovenci ponosni na to, da imamo v Beli hiši slovensko damo, ki je bila rojena tukaj, se je šolala v Sloveniji, šla za trebuhom, za kruhom, kot mnogi Slovenci žal odhajajo iz Slovenije. Uspela in je sedaj soproga v bistvu najmočnejšega človeka na svetu. Kar Trump zanesljivo je v tem trenutku. In če bi se to zgodilo recimo Črnogorcem, tam ste bili, pomagali ste jim na poti v NATO, po mojem bi bili bistveno bolj ponosni, seveda, če bi bila Črnogorka, kot pa mi s tem, ko je Slovenka. Seveda, in Črnogorci zelo močno gojijo, kot veste, to tradicijo družinsko, rodovsko, klanovsko. Vsak ve, od kje prihaja, kdo so bili njegovi predniki, v katerih bitkah so sodelovali s Turki, kje so jih premagali in tako dalje. Je pa ena taka zanimiva, bi rekel, anekdota ali pa misel iz Črne Gore, ki mi je se zelo tako vtisnila v spomin, ko so mi črnogorski kolegi povedali, tako ne pravijo. Mi smo vedno ponosni Črnogorci, kamorkoli po svetu gremo in se vračamo, vedno smo Črnogorci. Razen pravijo tako malo cinično in sarkastično. Samo ko gre Črnogorec v Beograd in se vrne nazaj, pride nazaj Srbin. In je to ta neka interna dinamika, ki je tudi zgodovinsko pogojena. Kot veste, je Srbija leta 18 po prvi svetovni vojni zelo kruto zatrla samostojno Črnogoro, jo na silo priključila Srbiji, potem mučila in pobijala to črnogorsko elito, ki se je temu uprla. In Črna Gora, ko je obnovila samostojnost leta 2006, je v bistvu spet zadihala s polnimi pljuči na poti te samostojne države. In jaz sem bil zelo vesel, da sem bil v Črni Gori v nekem obdobju, kjer so dobili vabilo za NATO, za članstvo v Zvezi NATO in da je tudi Slovenija v tistem času, še ko sem jaz bil, to tudi ratificirala. Sedaj je pred parimi dnevi to storil še Senat v ZDA, podpisal je tudi predsednik Trump. In samo mislim, da še 2 državi morata ratificirati to zadevo in Črna Gora bo postala 29. članica Zveze NATO in s tem so oni tudi zavarovali, ker to je bil njim glavni interes, zavarovali svojo državnost. Tako. Ker oni jemljajo kot članstvo v NATO zavarovanje svoje državnosti. Kot veste, 5. člen Washingtonske pogodbe, torej, ki definira NATO, govori napad na enega je napad na vse. Torej imajo potem to
zavarovanje. In to je tisto, kar smo lahko mi tudi veseli, da smo članica NATO. Ne? In seveda, in to je tisto, kar Slovenija je dobila za NATO, in NATO v bistvu nas nič zares ne stane. Ne? V NATO nismo prenesli nikakršne suverenosti, tako kot v Evropsko unijo. Ne? NATO nam ne delegira, kaj moramo delati. Ne? Samo opozarja se na to, da smo se vsi skupaj zavezali, da bomo dali 2% za svojo vojsko. Ja. Zato, da bomo imeli našo vojsko opremljeno, usposobljeno. In če vemo, še tega ne držimo. Se tega ne držimo, hkrati pa smo za jugo vojsko dajali 25-krat več koncem 80-ih na leto, ko dajemo danes za slovensko vojsko. 25-krat več. Ko so to na nacionalni televiziji objavili, potem šlo kar v bunker počasih. Je bila cenzura. In ta vojska nas je napadla še takrat. Ta vojska nas je napadla, za katero smo dajali 25-krat več denarja, ko dajemo danes za slovensko vojsko. Tako da, in seveda, zato se vračam, malo sem že o varnosti govoril, jaz mislim, da tudi ta varnostna, bi rekel, področje, ki je moje osnovno, da rečeva tako področje, je tisto, kar je bilo v Sloveniji zelo zanemarjeno, in jaz sem večkrat opozarjal, da je potrebno investirati, predvsem pa torej v tehniko, predvsem pa seveda v ljudi. Mladim ljudem je potrebno dati možnost, da se nekako vključijo v ta širši varnostni sistem skozi neko obliko prostovoljnega služenja vojaškega roka, da dobijo neke izkušnje skozi taborjenje, da se odvojijo malo od družine, tudi od mame, od očeta, in je to nek čisto osebni moment v življenju. Seveda pa to ne pomeni, da bo pa zdaj ta vojska ali pa ta oblika služenja, bi rekel, prezgojila. Se veste, kako so rekli, včasih je šel fant, vrnil se je pa moški iz vojske, tako je bilo včasih. Zdaj, tisti je bilo leto dni. Zdaj tukaj ne govorimo o leto dni, govorimo o nekaj mesecih v nekih modulih. In jaz mislim, da bi s tem tudi se lahko dobro pripravili, morda tudi na neke izzive, o katerih so zdaj govorila, ki so lahko v prihodnje pod nami. Torej, varnostna vprašanja, žal, v Evropi niso zaključena tema, so tema, ki nas bo spremljala še skozi leta in desetletja naprej, glede na to nespametnost evropske politike. In moramo se pripraviti, seveda, imamo to zavarovanje države skozi NATO, hkrati pa vidimo velike težave v Evropski uniji, in jaz mislim, da se moramo pogledati zase in videti, ali dovolj namenjamo za te strukture in tudi dovolj investiramo v naše mlade ljudi, in tukaj je nekako sprejeti eno modro odločitev za naprej. No, in zagotovo bo še kakšna priložnost, da te dogodke, ki bodo še prišli, pokomentirava. Zato, ker pa hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam in vse dobro vašim gledalcem. Hvala še v mojem imenu, če ste naju spremljali, in srečno.